Naš gost, pater magister Branko Cestnik, je teolog, filozof, pater klavetinec, skavt in bloger. Sodeluje pri pastoralni refleksiji Cerkve na Slovenskem. V Rimu je študiral na 3 različnih univerzah, 2 leti filozofijo na Luteranski univerzi, 3 leta teologijo na Gregoriani, ter 4 leta pedagogiko in mladinsko pastoralo na Salezijani. Skozi 9-letni študij se je najraje poglabljal v vprašanja umetnosti, medijev in vere. Ves čas delovanja v Sloveniji se aktivno odziva na razmere v družbi in cerkvi. Znan je kot človek, ki se ne boji razmišljati o spremembah, o strukturah in o mišljenju. Na današnje predavanje o prihodnosti krščanstva smo umestili v letošnji socialni teden z mislijo o potrebi po graditvi skupnosti. Krščanstvo je bilo stoletja graditelj skupnosti, tako posameznih narodov kot mednarodnih skupnosti evropskih narodov. Do države je gojilo dvojen odnos, sodelovanje in distanca. Verske države evropsko krščanstvo ni ustvarjalo. Z revolucijami in sekularizacijo je krščanstvo to družbeno vlogo v precejšnji meri izgubilo. Smo v prelomnih časih in tudi krščanska vera išče svoje mesto v družbi. Kakšne so perspektive? Kakšno bo pri nas in v svetu krščanstvo prihodnjega stoletja? Razmišljanje o teh vprašanjih bo pater Branko danes delil z nami. Dobrodošli. Pozdravljeni. Na uvodni sliki je cerkev v Košakih. Slikal je iz Ponikve, Slomškove Ponikve. Včeraj iz njegovega Facebooka sem to ukradil. Včeraj je bil tam namreč Slomško dan, se praznoval v Košakih, celo Štajersko. No in ta cerkev je cerkev simbol. Poznate zgodbo o propadnih mariborskih cerkvenih financih, ne? In v tisti masi, ki je šla v nič, po božji in človeški sodbi, ki je šla v nič, je bila tudi ta cerkev. In so jo vernikov vzeli, ker pač je bila v tej masi dolgov bank. In so potem se dobivali tam nekaj časa, celo maščevali v stopnicah, ker niso smeli vinove. Zdaj so pa je nazaj odkupili. Imajo spet nazaj svoje vstupne. In ta cerkev je taki simbol zmage, tako bi rekel, tega krščanstva v tem novem tisočletju, novem stoletju, zmage nad kapitalističnim pohlepom. Imamo kakve cerkve, njih malo, ki so simbol zmage nad komunističnim sistemom iz prejšnjega stoletja. Komunisti so prepovedovali, na koncu pa cerkev bila zgrajena. Ta pa je simbol zmage nad kapitalizmom, če hoče, z istim podivljanim kapitalizmom. Ljudje so na koncu iztrgali to cerkev z dodatnim naporom, ko so dali iz svojih prihrankov, Mariborčani niso bogati, torej, da so cerkev kupili nazaj. In zdaj imajo tam, ko imajo radi, kot je pa lepa dušta v Košakih nad Mariborom. Simbol tudi enega krščanstva, ki noče umreti. Krščanstvo, ta tista živat, ko je točeš, pa še kar miga. Torej, socialni teden ima naslov Slovenija moja država, to vprašanje in to moje predavanje bom navezal, ne bo zato predavanje seveda o državi, o krščanstvo. Cerkev in država sta ločena seveda in veren državljan in država pa ne. To je logično. Državljani so verni, ne verni, gnostiki, ateisti in tak in drugačni, ampak ne moraš reči, da so ločene države, da so verni. Religija od svojega nastanka je izrazito socialno povezovanja, to smo že slišali pri uvodu. En izmed teh funkcij religije je, ki tudi prihaja z besede reputacito, religare, zvezati skup. To je ena izmed razlag etimologije besede religija, torej ki skup zveže. Kaj skup zveže? Ljudstvo. In to so že zelo primitivne religije, to socialno vlogo imele. In ko so izgubile to vlogo, ali je prišla neka druga
religija, neka ideologija, da spet skup zvezala ljudi, da se niso razpršili. In zato je pač religija kot taka zanimiva. V njej je treba razmišljati tudi iz tega zgolj socialnega vidika, družbenega. In na slovenskem prostoru prihodnost dominantne religije ne zanimati tiste, ki jih zanima prihodnost naše skupnosti. Če se na glavo postavite, ali greste na luno zaradi tega, ne vem, ampak katolištvo je dominantna religija v Sloveniji. To tak je. Zdaj pač ne moreš vsega tako na dejstva, jih ne moreš prešiti. Zdaj se tudi tisti, ki se s katolištvom ne strinjajo, niso katoličani, morajo s tem znati živeti. In o tem razmišljati. Pa tudi katoličani tole svojo dominantnost, če hočemo, vzeti tudi kot ne kot neki privilegij, ampak tudi kot neko nalogo, neko odgovornost. Kaj je zdaj mi kot taka, najmočnejša religija na tem prostoru, v tem prostoru dela. Ampak jaz ne bom zdaj odgovarjal ta vprašanje. Jaz bom zdaj to sem samo, da sem se navezal na temo socialnega tedna. Mi bomo zdaj šli prav v krščanstvo, da bomo videli, kaj se nam obeta v prihodnem času in seveda kakšne bodo to spremembe, ki bomo verjetno doživeli v prihodnih desetletjih. Okrog 2001 šlo našteti vse knjige, ki govorijo o prihodnosti krščanstva. V Evropi pa v Ameriki napisane, bilo jih je pred 250. Tako pred 2000. Teh esejev, vsega tega, prelomno obdobje. Tako da smo v takem obdobju, na zahodu, ko se veliko razmišlja o prihodnosti religije. Ne zlasti pa zdaj z temi velikimi družbenimi spremembami, ki se obetajo s priseljevanjem, z močnejšo navzočnostjo islama na naših tleh, torej še se tudi tako, ko še se niso vpraševali o prihodnosti krščanstva, se sprašujejo. Vsak na svoj način seveda. Osrednji del predavanja je en takšen del, ko sem ga že kje imel, sem ga že kdaj tako toliko po Sloveniji kje imel, drugi del predavanja pa bolj super. Najprej torej, kaj se dogaja s krščanstvom v začetku 21. stoletja, malo bomo leteli po celinah. Evropa, lahko rečemo, ena taka splošno ugotovitev, ni treba biti posebej neki učeni sociolog, da to vidiš, da krščanstvo nazaduje. To že mi zdaj vidimo, recimo, v zadnjih 10 letih, koliko manj krstov, da je gospa doktorica Brigita Preše. No, je povedana statistike za Ljubljansko nadškofijo in to kar grejo, zadnjih 10 let, vedete, kar grejo krsti dol, ni krščujejo več toliko. Evropske cerkve so marsikaj prazne, neka slika, zlasti, če vedete tu v Severno Evropo, je to slika enega takega bogoslužja, to je ena protestantska cerkev, vidite, ko je potem pastor šel dol, na prvo klop dal svetopismo in bogoslužno knjigo in vodi bogoslužje za teh nekaj duš. To je Evropa, in tu je Evropa tudi izjema. Nikjer religija nima take krize, kot ima v Evropi. Morate vedeti. Evropa je ena zgodba za sebe. Tudi ko smo mislili, da se bodo kakšne evropski procesi v Ameriki, procesi sekularizacije, da se bodo v Ameriki recimo kar tako ponovili, ali pa kar šli avtomatsko naprej, kot grejo v Evropi, se tam to ni zgodilo. V Evropa je res nekaj posebnega. Kardinal Ratzinger, preden je bil papež, o tem razmišljal in je rekel, da to treba pač razumeti zaradi premočne vloge religije v prejšnjih stoletjih. Ko bo tako močna, da eden tak fejs stisne, da ti slake zmanjkuje, pred nekaj čaka, da se njegovega objema reši, čeprav ti hoče dobro, Torej, je bila tako močna, da je potem zdaj človek, evropski človek v neki veliki fazi emancipacije od te moči, te nadvlade, tega nadzora religije, krščanstva nad življenjem ljudi. Čeprav moramo vedeti, da v krščanstvu, v evropskem krščanstvu, zlasti v katolištvu, je bilo vedno ločeno cerkev in država. V pravoslavju in protestantstvu manj. Angleška kraljica je še do nedavnega formalno vodila angleško cerkev. Enako ti luteranski kralji v nordijskih deželah so bili v benem cerkveni poglavarji. V pravoslavju sta car in patriarh dve glave enega orla. Ste videli simbol Rusije? No, ena glava Putin, drugo pa patriarh
Takaj že se je neki Kiril, ja. To prihaja iz Carigrada, dvoglavi gore. In duhovna in svetna oblast, cerkva in država, ampak eno telo. V grškem pravoslavju vsaki novo zasedanje parlamenta, se pravi novi parlamentarni sklic, se začne z verskim obredom v parlamentu. Zdaj, ko je zmagala Siriza, da niso imeli. Ampak to je bilo prvič, da niso imeli. Ker je to za pravoslavje normalno, da škofje pride v parlament in blagoslovijo vse parlamentarci. Ne? Mi, katoličani, imamo delitev že odprej močno, zdaj pa so še naše tudi posvetne sile, politične to še bolj poudarjene. Hočem povedati, ena teza je, da tudi zaradi tega krščanstvo tako nekje v krizi nazaduje, da ni biti moderni kristjani, biti fancy kristjani v Evropi. In še veliko bi seveda lahko razmišljali v tej naši Evropi. Pa še bomo. Amerika, recimo, vztrajanje krščanstva. Ne, tako se je zdelo, da bo zdaj iz Evrope se začele prodirati domine in bo religija povsod potem v krizi, ko enkrat v Evropi v krizi bila. Začela pa s francosko revolucijo, ta simbolno 1789, simbolna letnica, ko torej, človek prezame Božje atribute sebi in da se bo to kar tako nadaljevalo. Že v Ameriki ni isto. Ne? Amerika je ostala verna, tam se ne morajo predstavljati, da bi nekdo zmagal na volitvah, pa da reče prej, da je isto. Dovedno se še vse ni uporedil na isto. Ali leve ali desno. Vsi še vedno presegajo na svetopismu. Amerika ima prek 40, mislim 42% par let nazaj podatek obisk nedeljske, tedenski obisk cerkve. 42%. Država Mississippi, tam je tudi veliko črncov, pa tiste velike rasne bitke so tam potekle svoj čas, torej država Mississippi prek 60% vsako nedeljo obrejo verske. To je Amerika, ne? Obenem tehnično silno razvita, nekako še vedno neki svetilnik tehničnega kulturnega razvoja, po drugi strani pa seveda tudi versko ostaja. Čeprav zdaj pravijo, da po napadu na New-Yorška dvojčka, se pravi leta 2001, je tudi v Ameriki malo bolj se pojačal ateizem, ne? Kot tudi odziv na to podivjano religijo, ki je to verski fanatizem, ki se pojavil v islamu, ne? Ampak glede tudi, da kristjani imajo lahko fanatični odgovor. Tudi bombardiranje islamskih držav, to bi še trebalo analizirati. Seveda, rečemo, da so to Amerika to pač organizira bombardiranje, ampak koliko bilo verskega motiva tudi strani Zahoda, Amerike, takega podtanjega, je pa drugo vprašanje, ne? Je ta obrambni minister od Busha, pa to so taki, bili bolj tole, ta tip vernika, bi rekel, ne? To so bili prerojeni kristjani, se imenujejo, ne? Tako da so tudi to ena vprašanja, ki še bi treba raziskati. To je ena taka podoba vidite, modernega, karizmatičnega srečanja, to niso katoliške skupine, in potem imajo v nedelju tako slavljenje, to je veliko tega binkušnega krščanstva, slavilnega, ne rečemo karizmatiki. To je najhitreje raztoči tip krščanstva, karizmatični. Južna Amerika enako, bodi si zaradi katoliške tradicije vztrajanja krščanstva, bodi si seveda zaradi tega močnega napredovanja teh severnoameričnih, mi rečemo sekta, ampak papež Frančišek prepoveduje ta izraz. Pač ekumenizem tudi do teh malih skupin hoče, ne? Da niso sekte, ampak so ene male krščanske skupine. Afrika, silno napredovanje krščanstva, silno. Meni silno, da to več ni Afrika, ko grejo misionarji beli iskati črnče v džunglu in jih poučijo veri. Od ekvatora dol je Afrika krščanska, malo nad ekvatorem dol je meja. Od ekvatora gor je islamska. Teh animističnih skupin, ko smo še včasih predstavljali tudi na teh misijonskih nedeljah, še včasih tam govorijo, da so tam neki pogani potakne, ki drevesa častijo pa želve, tega je silno malo. V Afriki imamo zdaj že države, ki se deklarirajo krščanske. Uganda je hotela v ustavo napisati, da je krščanska država. In je potem posredovala ameriško državno,
ameriška državna administracija je posredovala v tajni depeši do Vatikana, naj Vatikan prepreči, da bi Uganda zapisala v ustavo, da je krščanska država. To je odkril oni Wikileaks. Tisto depešo. Ampak gledajte, kako se stvari spreminjajo. Torej, tu imamo ene zolučarnice z Juga Afrike, anglikanska denominacija, ki še imajo tisto, ko imajo tisti njihovi vrači, pa tak, ampak to imamo tudi na Pulskem polju, imamo ježev, kako kurente, ne? In ti dečki plešajo. Torej, in to je mlado krščanstvo, to je mladina. Azija je zgodba za sebe, ker je pač krščanstvo še vedno mala religija v primerjavi z drugimi velikimi tradicionalnimi religijami, ki so tam. Od islama, hinduizma, budizma. Ampak krščanstvo tudi zelo napreduje. To je ena slika iz Filipinov, ko je bil papež Frančišek tam, takrat je bila največja maša, 6 milijonov ljudi se je zbralo na tej maši. To je največji liturgični obred zgodovini človeštva. 6 milijonov ljudi, da sodeluje pri eni liturgičnem bogoslužnem dejanju. In to so naredili neke mostove, ali kako so to naredili, da se ta množica potem premikala sem in tja tam na Filipinih. V Aziji imamo zelo lepe zgodbe o napredovanju krščanstva, ki jih pa zelo malo poznamo. Tudi zato, ker smo pač mi v glavnem tu Slovenci katoliško občinstvo in imamo neke filtre, ne, in pač tisto, kar delajo protestanti, ne vemo. Ampak oni delajo čudovite stvari tam doli kot misionarji. Ampak tudi znotraj katolištva se, jaz sem bil v Madridu, pa sem imel sobrata, skoraj cimra tam zraven, ki je bil iz Indonezije, z otoka Flores. Njegovi stari starši so še bili pogani. On je pa Indonezija, dolne del je bolj muslimanski dol, spodaj pa so, veš kar precej kristijana. V Indiji, en primer, zvezna država Pradeš, gor pri kitajski meji, to pa sem našel te številke v našem redu, v našem klerinskem redu, kateremu pripada. Ne? Leta 1984, da ne imam pamet, je šel prvi kleretinec, misionar, tja gor v Indijo. To je tam pod Himalajo, pod Nepalom, notri ena država. Ko govorijo že tako malo, da že malo na kitajsko vreči. Je šel prvi tja. Leta 2012 imamo preko 40, oziroma že imamo 30 duhovnikov od tam in preko 40 bogoslovcev. Tako hitro se v kakšni točki, če so pogoji verske svobode, seveda se krščanstvo v kakšni točki kar naenkrat razširi. Sama Kitajska je velika neznanka. Koliko je kristjana Kitajska? Po uradnih podatkih je okrog 20 do 25 milijonov. To so tisti, ki kitajska oblast prizna. Vam je dovoljeno biti kristjani. Ampak večini pa ne prizna in ne dovoljeni biti kristjani, ne? Ker tam oblast tam pač ni verske svobode. Za vsako mašo morajo recimo dati tisti, ki so priznani, pa ki so vedno tam bili, morajo za vsako mašo imeti od lokalnih oblasti dovoljenje, da od to in to uro lahko imajo mašo. Tisto dovoljenje mora biti vseh na vrata. Se morajo dobiti za vsako mašo to dovoljenje. Ampak koliko je kristjanov znotraj Kitajske? Zdaj en podatek vam povem, ki vas lahko usupne. Bolj optimistična varianta je, da bi lahko vložili 200 milijonov. Do tega številke so prišli na podlagi razširjenosti Svetega pisma. Sveto pismo se širi. Tam je en protestantski misionar, en ameriški poslovnež, gre na Kitajsko, se tam malo ostali, ne rabi prednosti, on rabi samo na USB ključku Sveto pismo in to je to. In take male skupine pravca Svetega pisma nastajajo. Veliko tudi tega potem sladilnega, binkušnega tipa krščanstva, protestantski. Ja bote rekli, da to pač navijam, ker sem pač profesionalni vernik, voda na svoj blin, dajrač, ko so imeli to razpravo, in na studiju ob 17. sem sodeloval v teh razpravah, takrat, mislim, bil zraven en velik nočni ponedeljek, mislim, da je leto ali 2 nazaj, pa se je vključil Uroš Lipušek, dopisnik RTS Slovenija iz Kitajske. In on je te podatke potrdil. In je rekel na koncu še celo to, ne?
da je možno, da v naslednjih desetletjih Kitajska postane država z največ kristjani na svetu. Zdaj je ta država z največ kristjani Brazilija, ZDA. Kitajska lahko postane država z največ kristjani na svetu. Vidite, torej, še bomo presenečeni strani Azije. Svetovno katolištvo, tu bomo malo bolj podegledali katolištvo, kakšne so torej trendi? Tu smo se tako leteli čez celine, pogledamo malo trende. Naslonil se bom na tole knjigo John Allen, Prihodna cerkev. Jaz to knjigo imam v nemščini. To je jaz sem tudi na Twitterju sledim, en taki rediolog, eden boljših ameriških novinarjev za verska vprašanja. Ima tudi en svoj portal, vodi in tak. On je napisal to knjigo, ta knjiga je bila izdana leta 2009, tako da so podatki nekje po letu 2000 skupno brani, mogoče malo zastareli, ampak trendi, ki jih on opiše, pa dajo misliti, oziroma lahko rečemo, so res veljavni. On v tej knjigi opiše 10 trendov, sicer se tu bolj na katolištvo nanaša, ne? Ampak to tudi nas zanima, saj kot sem rekel, pa če katolištvo tukaj dominantna religija. Ne? Torej, prvi trend pravi, cerkev bo vedno bolj svetovna cerkev. Vse to že vemo iz Evangelijev naprej, ko Jezus pač ukaže, idite do konca zemlje, za vse narode to sporočilo. Ne? Ampak to se je zdaj tudi zgodilo. Z letom 2000 nekako je krščanstvo postalo prvo zares globalna religija, ki ima avtohtone ljudi, skupnosti v vsakem narodu na svetu. To se je zdaj nekje zgodilo. In tudi katoliška cerkev je postala svetovna cerkev. Mi jo razmišljamo kot evropsko, ali še bolj pravoverno rimsko cerkev, ne, tako to mentaliteto. No, cerkev je svetovna. In zdaj je prišel, recimo, papež Frančišek iz Južne Amerike, ne, in je ta svetovna cerkev prišla do izraza. Je bil že skrajni čas. To, da je on bil izvoljen za papeža, to je edino statistično pravično, ker večina katoličanov je na južni polobli. In je že bil skrajni čas, da nekdo od tam postane papež. Ne? Tako rečem. In tu imate to karikaturo, ko pravi, da se je katoliški svet obrnil na glavo. In dejansko 2/3 kristijanov živi na jugu, 1/3 katoličanov, 1/3 katoličanov na severu. Zdaj, kot so, te številke bomo še videli. In svetovna cerkev pač bo pomenilo, da bo v prihodnosti še do večjih sprememb prišlo znotraj katolištva. Malo, zdaj, papež Frančišek je že ena taka sprememba, neki že drugi komunikativni stil, že ene stvari, ki so bile prej silno pomembne, zvati prišli, recimo, ne? Zdaj niso. Ne? Eni pogledi, ki so bile skoraj dogmatični, ne? Zdaj niso več. Ne? Papež Frančišek, recimo, reče je levičar, ni levičar pač v tem političnem smislu, ampak v kritiki kapitalizma pa zelo blizu levici. Praktično ga lahko prepiše, tam ko on kapitalizem kritizira, ne? Da lahko vsak levičarski politik prepiše, pa reče, jaz tudi tako mislim. Torej, ampak to pozadje, ta svetovna cerkev. Mi mislimo, da smo središče katolištva, ker smo tu na severni polobli, ker smo zbrsudili, ali pa smo tuja, ampak mi smo kotiček, mi smo provinca. Če bi šel geografijo duha gledati, mi smo provinca. Drugi trend, to eden imenuje evangelikalski katolicizem, ali mi bi lahko rekli malo tradicionalizem, ne? Ki se kaže morda v Sloveniji zdaj trenutno v tej neki želji po teh starih mašah, latinskih mašah. Ne? On pravi, liberalno katolištvo hoče zmanjšati razdalje do modernega človeka, to je značilno za drugi vatikanski koncil, ta tip katolištva. Ne? Drugi vatikanski koncil niti ene grde besede ne spregovori tako. Je kritični, ni pa napadalni, ne obstoja modernega človeka in njegovih zmot. Ne napade niti komunizma, ni obsodbe komunizma v dokumentih drugega vatikanskega koncila. Je optimističen, ponuje roko vsem, je odprt za dialog, zmanjšuje razdalje do modernega človeka. Potem pa imamo to evangelikalsko, to so pa zdaj uporabljali ameriški izraz, evangelikalska, sem povedal ameriška, ni bila malo tradicionalistična.
katolištvo, ki pa zdaj postaja spet se malo dviguje znotraj katoliškega prostora, to pa hoče človeka spreobrniti. Torej, delaš narobe, jaz se stavim njem kaj pogovarjati, ali boš takšen kot sem jaz, ali pa nimamo kaj skupnega. Ne? Jaz nosim resnico, ti nosiš zmoto. In ta tendenca, da se kar pojavlja, tak, če sledite v Facebooku, Twitterju, kakšne katoliške tokove, pa te je naša. In so tudi mladi nokaj in izobrani. No, potem pa pravi binkošno katolištvo, drugi tip katolištva, pa hoče človeka navdušiti. To so trije tipi katolištva, trije slogi, ki so. Seveda, zdaj, Ellen je to napisal v času Benedikta XVI, ker se je morda še tudi z Vatikana bolj čutil ta duh nekega ljubezni do nekih zlatih cofov, pa tega se to se povečalo. Kardinali so začeli spet one nositi one večke. Ja, one spalne vreče. Večke, ja. Jaz ko sem videl prvo sliko tiste, jaz sem bil pripričan, da je to fotomontaž. Jaz sem bil to spredno heca za njega kardinala. Jaz sem videl, da to resno. Da so si že začeli večke spet nositi. Zdaj so skinili. Več njih. Ampak, no, morda je to ta trend tudi zdaj, ker se pa zdaj ta priljubljenost papeža Frančiška pa kazala, da pa ljudem je všeč nekdo, ki ni zategnjen, ne? In zagledan v svojo tradicijo in svoj prav. Ga celi svet sprejema in tudi znotraj katolištva ima veliko popularnost. Zadnja raziskava od lani, sedaj jaz sem tudi pisal na svojem blogu, pa v Cerkvi danes, zadnja raziskava o vernosti v mestu Rim kaže, ne, da torej v Rimu opaža, da se ljudje vračajo k mašam. In so ugotovili, da priljubljenost papeža Frančiška je ena izmed teh dejavnikov, ker on nekako uteleša te ideale drugega Vatikanskega koncila. Pa je zanimivo, da pa ti, ki se vračajo, pa hočejo tudi tradicije, hočejo procesije, hočejo enih par stvari, ki so bile včasih, ne? Klečanje, cerkvi in tak. Ampak obene, na ravni mišljenja, pa nekaj druge sila pa hočejo drugi Vatikanski koncil, ta dialog, zanimive kombinacije, ne? Soočenje z islamom pravi John Allen 2009, to ni treba biti doktor, da to vidiš, da to se dogaja več čas, in to neka tekma teh dveh religij, ki pa že traja od nastanka islama, sve se islam širil, kjerkoli se je širil v glavnem v krščanski prostor. To, kar je zdaj jedro islama, je bilo prej krščanstvo, ne zahodnega tipa, ampak vzhodnega. To so še tiste monofizitske cerkve, ki so nastale v 4. stoletju, 5. že pred pravoslavjem, ko so se ločile. In v zgodnjem srednjem veku je večina krščanstva bilo tega monofizitskega tipa. Ampak to krščanstvo je bilo tukaj, po Arabiji gor, čez Mezopotamijo, pa v Srednjo Azijo do Kitajske prihaja. In islam je zavzel prostor tega krščanstva. To je krščanstvo, ki je imelo teološki problem s Kristusom, z njegovima človeško in Božjo naravo. In zato je islam tudi v tem prostoru lažje uspel, ker oni so s Kristusom, niso tako razumeli Kristusa, pravi človek, pravi Bog, ampak bolj poduhovljeno, ne. Božje in človeško se ne mešata. Bog je skoraj užaljen, če se mešaš s človeškim. No, ampak to je že bil potem podlaga, da so islam lažje sprejeli. Ni se islam samo zmečen širo. Ampak je eno ljudi rešil nekih teoloških problemov. Dilem, to Hans Kuhn piše v tistem svojem krščanstvu. Ker so bili čudabilni že z vero v Trojico in v Kristusovo dvojno naravo. In zdaj se ta tekma z islamom, če hočete, se spet nekako ponavlja na nek način, ampak ne na nek krvav način, razen v obliki terorizma, tisto je krvav način, ampak tudi tako s preseljevanjem in soočenjem. Tukaj pri nas se ta srečanje in trg obenem teh dveh religij spet pojavlja. Kaj se je pokazalo? Ravno ta raziskava lani v Rimu je pokazala, da pritisk islama potem kristjane tudi malo prisili, da razmisli o svoji identiteti. Rimska raziskava pokazala, da je eden tih vzrokov, zakaj se vračajo v cerkev, tudi strah pred islamom. Želja, da nekako svoje korenine ojačaš, zdaj, ko bo se treba soočiti z nekim tekmecem, ki ve, kaj hoče. Ki nima krize identitete, tako mi.
Ampak tudi islam je seveda monoteistična religija, s katero se da sodelovati in so tudi na kakšnih konferencah so tudi prišlo do lepih sodelovanja islamov pa katolištvo, recimo konferenca o bioetiki v Kairu, kjer je ta naveza potem lepo zafunkcionirala. Slika pa je iz Pariza. Par let nazaj, ker potem pariški župan moral ukrepati, da so odprli neke dvorane, da niso molivci zablokirali promet. Molivci so pa mladi moški, v delovni dobi. To so tisti, ki idu v krščansko ni v cerkvi. Tam so pa one gonilo religije. Njih stoji na moškem, od 20, 50, 60 let, na njem stoji islam. Tak, operativno pastoralno, ne? Tako rečem, pri nas pa na ženici over 60. Ja. Dobro. Trend, ki je neizogiben in ki tudi bo spremenil torej z islamom se morali naučiti živeti. En naslednji trend je ta, ki ga vidimo vse posod, torej nova demografija, staranja prebivalstva, dedek pa vnuk je vedno redkejša ikona pri nas, ne, to je taki simbolni sliki. In seveda to priseljevanje. Priseljevanje je vedno bilo in vedno bo. To je pač, da se zapolni prazen prostor. Če se nekje ustvarja prazen prostor, pač nekdo pride v njega, to je logično. In če je šibka demografija in če je potreba po delavci, po mladini, preprosto, tudi zaradi tega, da na koncu tudi sam ta evropski socialni sistem zdrži, mora biti dovolj mladi, ki njega daje svoje prispevke, tudi za penzije, pač v ta prazen prostor nekaj vstopa. In priseljevanje se preminja. Mi ga dejansko še nismo doživeli v Sloveniji, čeprav veliki strah pred njim, ampak nismo še ga doživeli. Nekaj je rekel malo tega, mogoče v Ljubljani doživiš, ampak greš v Milano, tu blizu ali pa na Dunaj, je belec skoraj da redkost na podzemlji, v tistem vagonu ali pa na avtobusu. To je že vse pomešano, to so narodi, tudi je skup, religije, jeziki in tako. Ampak gledajte, tu zadnje ni neke zarote proti Evropi. To gre za naravni proces priseljevanja. Je pa potem lahko seveda nevarnost nekih drugih zarodnikov, nekega terorizma, nekega agresije na Evropo, kaj tudi ena možnost. Že brez tega to prihaja. Priseljevanje za cerkev ni slabo. Ni slabo. Marsikatera župnija po velikih evropskih prestolnicah bi morala zapreti svoje duri in semenišče, če ne bi bil priseljencev. Jaz sem bil v Madridu eno leto na sobotnem letu, pred 3 leti. V naši župniji na Madridu, 10,000 ljudi, smo imeli 7 nedeljskih maš. 7 nedeljskih maš v Madridu, centri Madridu, tam blizu štadiona Santiago Bernabeu. 7 nedeljskih maš. Ampak dosti bleje potem lahko 5 ali pa 4, če ne bi bilo priseljencev z Latinske Amerike, ki hodijo na te maše in njihovih otrok. Tudi zaradi njih je trebalo toliko maš. Da bi bilo samo za Madričane, stare Špance, bi bilo dovolj 3-4 recimo. Semenišče, recimo, en taki primer, bral njem, Boston, velika pedofilska afera leta 2000-2001, ko so nastavili tisto mrežo pedofilov, duhovnikov, poznate zdaj tudi ta film Žališče, prišel ven, dober film, zelo dober, ni tak napadalni, to mislim, da je antiklerikalni film, pa ni, ne govorim v skupini novinarjev, ki ima to dilemo, kako to objaviti. In rešuje to dilemo čez celi film, potem objavi pač v tej mreži duhovnikov pedofilov. Škofija Boston se po vsem tistem morala prodati vse, kar je imela, žepe obrniti, vse dati za žrtve. Danes ima škofija Boston polno semenišče. Polno semenišče, ena redki škofij s polnimi semenišče. Ampak Latino. Vlade Mehikanci, ne? In ti, ki se sedi gor, ti katoličani. Tako da, naslednji trend znotraj krščanstva, pravi Ellen, ali pa katolištva, je zelo jasen,
O njem bom jaz potem tudi še v Sloveniji spregovoril več prostora za laike. Ta slavna ura laikov, ko so že to od cilja naprej poslušamo, ura laikov je prišla, laiki bodo bolj prezemali, duhovniki so preveč imeli v rokah preveliko komando, ampak pač ta slavna ura laikov zdaj v cerkvi prihaja. To je recimo ena župnija iz Brazilije, duhovnika notrije, čakajte, ki že je, evo, tole. To so pa kateheti in katehistine. Mladi, delovni, usposobljeni, da furajo žurnijsko dejavnost. Duhovnik nekako povezuje in mašuje. Ni več tisti, ki ukazuje, katera sveča na oltarju gorela in katera ne. To je tisti oblasti duhovnik, ko smo bili včasih vajeni. Torej, je vodja klima, timski človek. To je bilo možno v Južni Ameriki, kjer je veliko večje pomankanje duhovnikov, kot je pri nas. Tu bom vzajemno podatek pokazal, ko nas bo šokiral. Ko bo naslednjič en duhovnik, župnik, saj sem skli župnik, ali pa škof rekel, da manjka duhovnikov, mu reči, da je tiho vodi. Na jugu Poloble jih manjka. Evo, da je taki podatek. Sever Poloble šteje 400 milijonov katoličanov in ima na razpolago 270 000 duhovnikov. To je izpred par let. Jug Poloble, se pravi od Mehniške meje dol, Afrika, Azija, ima 800 milijonov katoličanov in na razpolago 125 000 duhovnikov. Pa funkcionira, pa tam vedno raste, pri nas pa zamira. Da je zdaj stvar res za razmisliti. Mi rabimo veliko duhovnikov, naš škof reče, 30 takoj, ker ima toliko fajn praznik. Ampak je res to Božji načrt, da se vsaka fara pa vsaka cerkvica nazaj zapolni z enim varohom templja. Je res to Božji načrt še. Ker vidimo, da dole na jugo cerkev evangelizira, raste tudi brez velikanske količine duhovnikov. To so recimo iz ZDA podatki, gledajte. Tisto v modrem je v milijonih, v rdečem pa v tisočih. V milijonih je rast katoličanov leta 65 približno danes. Iz 48 milijonov do skoraj 80 milijonov so zrasli katoličani v ZDA. V 50 letih. Tako je to. Danes, vsi ameriški predsedniški kandidati hočejo nagovarjati katoličane. To so močna skupina enostavno. Duhovnikov pa vmes padlo iz 60 000 na današnjih 40 000. Ta sistem funkcionira. Zakaj funkcionira? Ljudje delajo. Imajo veru, rihtajo župnijo, imajo svoje župnije. Po družinah naredijo nekaj tega, kar včasih domišljeno, da samo lahko župnija naredi, ne vem, katehizirati otroke in podobno. Šesti trend, biotehnična revolucija, ena velika stvar, ki je zdaj pred nami, ki če ni tam za enim hribom in odplanila ven, je ta biotehnična revolucija. Po domačem povedano človek iz laboratorija. To je ta Francis Fukuyama napisal knjigo Konec človeštva o tem. Pravi, on analizira se te možnosti, ki jih pač ima zdaj ta znanost, genetska znanost in vse to analizira in pravi, da dejansko lahko naslednjem 100 letih pride do tega, da rečemo konec človeštva v smislu tega spontanega človeštva, ker lahko že tu res vse načrtovanje. Človek, kak ga boš imel, kak ga otroka, koliko visok vse. Ta biotehnična revolucija nas bo rešila veliko tudi, morda tudi nekega dne problem raka in bomo hvaležni, ne? Ampak seveda, ker se bo pa zadnji pojavil komercialni interes kloniranja in podobno, vsaka mamica hoče imeti Brad Pitta za osina, ne? Zdaj že več neko je žleft, da smo prigledali žleft. Ko se bo pojavil komercialni interes, pa bo seveda cerkev v neki vlogi, da bo morala braniti dostojanstvo vsakega bitja. Kot rečemo, postarjamo tako, kot Bog da. Ne? Da ima polno dostojanstvo.
in so odpreti tej robotizaciji ljudi. En izziv, ki ga bo mlajša generacija gotovo dočakala. Globalizacija, ta trend je zelo jasen, dejansko je že nekje izpolnjen in tudi tukaj se krščanstvo kar dobro lovi med lokalnim in globalnim, med nacionalizmom in svetovljanskostvom. Sama globalizacija je cerkvi, ki je misionarska tudi pisana na kožo. Ne? Ni tako, bi rekel, zdaj, po nekaj teorijah je to slab pojav, je ta, recimo, tisti, ki protestirajo proti mednarodnemu monetarnemu skladu, pa tak pač v globalizaciji vidijo kot en pojav, ki ga kontrolira svetovni kapitalizem in preko teh vzvodov globalizacije, potem svetovni kapitalizem vladuje so človeške in takne. Globalizacija je tudi eden, bi rekel, iz naravnih pojavov, ki je logičen za razvoj tehnike, prevoznih sredstev, informacij, da je do njega prišlo. Ne? Seveda, je pa nevarnost, in to papež Frančišek dobro piše v tej Laudato Si, ko pravi, da če ena lokalna kultura umre, je tako, kot da umre ena živalska vrsta. Ne? Vsi jočemo, če umre ena vrsta želv, ampak enako, če izgine en lokalni jezik, ena lokalni običaj. To moramo enako. In tu je res globalizacija nevarna. Vse je ta globalizacija. To je to, da v nedeljo popoldan 3 mladi v Grosuplju, 3 mladi v Johannesburgu, v Južni Afriki in 3 mladi v Tokiju grejo gledati isti film. Ben-Hurja recimo zdaj, ali pa veličastnih 7, da so oblečeni vsi v kavbojke pa kariraste srajce, isto, da pojejo one kopice tako v dvorani. To je globalizacija. Pred 100 leti so bili 3 fantje v Grosuplju, 3 v Johannesburgu in 3 v Tokiju popolno drugače oblečeni in čisto drugače so preživljali prosti čas. Drugi vzorci kulturnih mislim, da so tako poenoteno. In to je nevarno, da dejansko se zbriše vso bogatstvo jezikov, kulturo. In to je tudi cerkev mora znati biti ta braniteljica lokalnega, majhnega. Ne? Čeprav se ta globalizacija ne tudi paša zaradi misionarja. O varovanju okolja, ta zavest je vedno močnejša. To smo zdaj, če boste imeli čas, prebrati Laudato Si, to okrožnico papeža Frančiška. Ta okrožnica vas požene v neko novo dimenzijo. Ko še doslej nisi bili vajeni katoličani razmišljali. Ko vidiš, da je okolje, socialna vprašanja, tvoje osebno počutje, tvoje hrepenenje po zdravju, tvoje moralno stanje, tvoje duhovno stanje, da je vse povezano. Da je vse povezano, vse vprašanje globoko povezano. In varovanje okolja je spreminjanje družbe. In spreminjanje družbe je mogoče, če boš varoval okolje. To zdaj učim pa več Frančišek. In že samo tako bi rekel, ne, zdaj se že otroci izpovedi spovedujejo, če ne ločujejo odpadkov. 30 let nazaj se niso. Zdaj je to varovanje okolja že stopilo v duhovnost. Je že stopilo v duhovnost. To je dobro. 9. trend, večpolarnostni svet. Tu je bolj tako za cerkev v globalnem smislu ali pa za vatikansko diplomacijo mišljeno, da se bo morala več, ne samo Amerika zgublja to hegemonijo, ne, to hegemonski vpliv. Rusija postaja vedno močnejša. Po lestvici Forbes, ki že par let objavlja najmočnejši ljudi na svetu, je Putin najmočnejši, ne Obama, papež Frančišek pa je 4. Zdaj že par let. In cerkev pred novimi diplomatskimi izlivi in tudi država več ne bo tako močna, kot je bila do zdaj. Zdaj tudi korporacije dobivajo tako moč kot država. Coca-Cola recimo. Coca-Cola ima že tako moč kot država in ta Ellen pravi, ali ne bo potrebno, da bo Vatikan imel svojo apostolsko inicijaturo pri Coca-Cola nekoč, ne? Zdaj se tudi te razprave o tem medtrgovinskem sporazumu med Ameriko in Evropo, ki hočejo omejiti, korporacije hočejo imeti popolno svobodo, Nestlé, Coca-Cola, pa te velike, ne. Mi pa bi radi ohranili, da bi država vendarle njih kontrolirala, ne. Ker več korporacij lahko postanejo, glede, močnejše od držav in kot neka religija že. Coca-Cola nam je spremenila Božič. S tistim rdečim pajacom, ki mu rečemo Božiček. Pa Coca-Cola ni izum. Leta 31
ga je izumila. Prav načrtno narisati enega, ki bo promoviral Coca-Colo, ker leta 31 so dobili Coca-Cola dovoljenja, da se prodajajo v trgovina, na malo prodaji, res je samo v restauracije. In kako zdaj priti, da boš družinska pijača? Preko otrok. Kdo je priljubljena figura otrok iz njihovega pravlečnega sveta? Približno enako priljubljena kot cena področja ZDA in so ugotovili, da je to Santa Claus, Miklauš, ki so ga ponekod še imeli z mitro v katoliških okoljih, drugod pa smo mu dali čepico. Da ne bi bil preveč katoliško maškofu podoben, ne? In smo že takrat dali čepico. Coca-Cola ga je prevzela, da nisela v rdečo, iz ene ulice, točno ne z katere ulice, kje je živel tisti mož, ko so ga narisali, ki je tako bravni, taki veliki nosek, rdeči, prav so ga narisali, in Coca-Cola je ustvarila Božička, ki je danes bajoslovno bitje številka 1. In otroci, katoliški otroci, čakajo Božička. In to je naredila Coca-Cola, ne čaka Jezuška. In hoče vam povedati, kako moč ima ena korporacija. Naj vam tekne Coca-Cola, če te je pili, samo verite, ne? Je zdravo. Eno pravijo, da je fajn, če imaš na potovanjih prebavne kompe. No in še zadnji trend po eno, potem bomo še pa malo zaključili tole poglavje. Torej, zadnji trend po eno je pa binkošno krščanstvo, ki sem ga že omenjal. Se pravi, ta tip krščanstva, slavilni tip krščanstva, da se to ta tip krščanstva vendarle najhitreje širi. Po enih bi nekje 40% vsega krščanstva v svetu bilo že karizmatičnega, binkošnega tipa. Aleluja. Pri nas v Sloveniji imamo tudi ta tip krščanstva, karizmatična skupina, deloma tudi medžugorske, bi človek lahko tu noter deloma. In ta vpliv ima tudi slog ima vpliv na teologijo, je bolj bojevit, pastorala, eksorcizem, karizmatiki se veliko s hudimi duhovi bojujejo, in liturgijo, glasba in plesne. Jaz sem na svetovnem dnevu mladih, bi rekel, svetovni dan mladih, ne vidiš, kaj je na Krakovo, sem bil, vidiš, kak se dejansko, to boljše, kar je, smo že vseh teh gibanj skup spravili in dejansko karizmatiki so dali zdaj to boljše pesmi, pa ta sproščeni slog slavljenja. To tudi v katolištvu lepo sprejeti med mladimi, tako turistični je tega tipa krščanstva opaziti. Kakšna je torej projekcija rasti? Kot sem dejal, krščanstvo je edina zares globalna religija. To so eni sociologi rekli, tega ni papež razglasil. Pač podatki so taki. Tu imate recimo podatke, kako so procent, tam ko bolj temno, je več kristijanov, kjer je bolj svetlo, jih je manj, svetlo rdečo ali pa belo. Torej, vidite, Slovenija tam nekje pri, kako so nas dali med, 50 do 75, to je pač Slovenija, Češka pod 50, to so dobro zadeli. In tako. Krščanstvo raste v pogoji verske svobode. Papež je naspal drugi, ko je hodil od veliko okrog, povsod je govoril vedno isto, tak, če ste približno sledili, povsod je po deželah, deželah ponavljal versko svobodo. Vse kristjani ne rabimo, ne vem kaj, versko svobodo. Jaz rečem, če nam vzamete cerkve, če nam vzamete to, mi rabimo 1 uro na teden, kos kruha, sveto pismo, kozarec vina, pa v parku eno smreko, da smo spodaj. Minimum verske svobode rabimo, da imamo maš, mi bomo preživeli. Samo to neki minimum svoboda, ampak vsaka religija rabi več. Če povem, to je politično nekorektno, kar bom rekel, politično nekorektno, ampak če se v štartni poziciji postavita krščanska, islamska pa hindujska formula v isto vrsto in gre ta dirka krščanstva gotovo zmaga. Za Indijo govorim. V Indiji, v tistih zveznih državah, kjer je več verske svobode, krščanstvo hitro napreduje. Kjer je manj ne napreduje, ker so kaznovani tisti, ki se spreobrnejo. Tudi iz hinduizma. Prosim vas, mit 68. leta, kako je hinduizem, pacifistični pa budizem, to dajte vek, tega ni. To so nas takrat filali s tem. Danes imamo skrajne hinduistične in skrajne budistične skupine, ki se pravijo tudi ubijati nekoga, ki se spreobrne krščanstvo. Tudi militarizirane skupine na Šrilanki imamo neko militaristično, fašistično obliko budizma. Je povezan z vojsko.
tudi to, te sanje, teh naših kakih takih, tudi jaz, ko smo v gimnaziju, smo tele take azijske religije, Kako so vas prenesli? Se niste videli, da samo to dolgo nismo vedeli. Ja, pač, samo to je bilo nasplošen trend, da smo občudovali in tudi neka nenasilnost, kao da so nenasilne, pa to ni res, ne. Mi smo imeli še par let nazaj požige krščanskih vasi, posiljevanja krščanskih žena v Indiji, strani hinduistskih množic. Pa tega mediji ne govorijo. Slovenski katoliški mediji so pa zelo šlo, kar se tiče poročanja o mednarodnem stanju krščanstva. Njihovo mednarodno stanje pa seže do Vatikana, pa do slovenskih misionarjev, kaj je, ne, komaj kaj. Torej, verska svoboda zelo pomemben dejavnik. Dejansko nekrščanstvo, tako bi rekel, prav malo, pa nekrščanski svet ostane ta svet, tu notri vidite, Severna Afrika, Srednja Azija, oziroma Azija in Srednja Afrika. Tema eni pravi okno 10-40, torej sporednik, ne, 10, sporednik 40, to je to okno, ki ni dovzetno za krščansko sporočilo in ki, ampak v tem okno so največje religije, tradicionalne religije, islam, hinduizem, budizem in v tem okno 2/3 svetovnega prebivalstva. Pač pa krščanstvo nekje, če grem nazaj, tak zaobjelo svet, ne, če si tu se je začelo, potem te izvorne krščanske dežele, tu je bilo v zgodnjem srednjem veku bilo najmočnejše krščanstvo tu, bolj kot tu je še ne bilo pogansko, ne. Tu je bilo do vsem gore segalo, te so se potem islamizirale, ne, krščanstvo se je evangeliziralo, potem pa imamo se otrdi do konca srednjega veka se v Evropi krščanstvo otrdi v tem centru, potem pa okrog leta 1500, odkritve v Amerike 1492, 12. oktober, ko stopi Kolumb na otok na Balkanskem otočju. Se začne eksplozija krščanstva, tule najprej Amerika, Afrika, Oceanija, pravoslavno krščanstvo pa pozabljamo, da pa istočasno pa pravoslavno krščanstvo napreduje v tej smeri tudi čez, ne. In dejansko prije do Alaske. In oni so tudi, Rusi so tudi evangelizirali veliki del sveta, ne. Potem seveda je konec kolonializma, pa tega evropskega pokroviteljstva, ampak ko je konec kolonializma, ni konec krščanstva, ker krščanstvo ni kolonialna vera, kot to poslušajo eni prikazati, ne. Vedno je ljudje prinesla svetopismo in svetopismo je ostalo pri ljudeh. Kolonialci so se morda pokvarili, ampak sami domorodci so pa krščanstvo ohranili. Zelo dober je zdaj en film, jaz sem ga že videl, Free State of Jones, ameriški film, ki govori o resničnih dogodkih ob koncu ameriške državljanske vojne v Mississippiju, v tej državi, ne, ko se skupina dezerterjev, ki noče več sodelovati v vojni proti severu, upre in razglasi svojo državo, zraven pa v svoje enote pokliče tudi črnce in začne sodelovanje med črncem in belcem tako čisto normalno, ne, ko sodelujejo. Oni utemeljujejo to svoje dejanje na Svetem pismu. Bog nas je naredil enaki. Sveto pismo rešuje rasne probleme v ZDA. Naša propaganda, recimo v osnovni šolah, pa je obratno, da krščanstvo vsega bo krivo, ali pa so nam kazali samo Ku Klux Klan kot ena krščanski izraz. Krščanci so potem svojo duhovnost to zagrabili Sveto pismo bolj kot Ku Klux Klan, ki je itak heretična skupina. Ku Klux Klanovce so škofje tudi že izobčili, prav. Kazen izobčenja za Ku Klux Klanovce se je že zgodila v ZDA. Za kačke od njih ne. Krščanstvo je tudi najbolj preganjena religija, to malo kdo ve. Jaz smo sicer pogledamo ta ISIS, to islamska država, ampak krščanstvo je najbolj preganjena religija na svetu. Najboljša država nasilje sploh je v Severni Koreji, predvidevamo 6,000 kristjan v taboriščih. Imeti Sveto pismo v Severni Koreji običajno pomeni, da te doleti smrtna kazen. Kristjane preganjajo v Sudanu, Pakistanu, Iraku, atentati na krščanske cerkve, tudi ne države, ampak to pa so skupine.
Afganistan še vedno smrtna kazen za spremenje v krščanstvo. Indija, Vietnam, napadi na krščanske vasi. V Vietnamu par let nazaj so križali več kot 100 kristijanov, križali so jih v enih vaseh tam notri v džunglah. Malo bo ve. Torej, Indija, Vietnam, Nigerija, napadi na cerkve, pokoli krščanske vasi. Jaz sem sobrata Nigerica, pa zdaj v Madridu spet Nigerice, zraven sebe. In Nigeriji bolj sledim, bolj poznam, ker z prve roke poslušam te zgodbe. Ne? Torej, Nigerija že dolgo trpi hudo nasilje nad kristijani. In ko novinari rečejo, da v Nigeriji je medversko nasilje, bi jaz šel, pa bi izprofutal. Ni medverskega nasilja, ker nista dve veri, ki se točete in pobijate nad sama, ampak je islamski, skrajni islam, ki izvrši nasilje nad kristijani. To je korektno podatek. Ampak oni dajo v medversko nasilje. Ne? To morate paziti na ta izraz. To je sumljiv izraz. Medversko nasilje v dve religije res se udarijo. Iz verskih razlogov, nasilno, druga proti drugi. Nekaj tega imamo zdaj v Centralni Afriški republiki, medverskega nasilja. Kot tudi krščanske milice točejo. Medversko nasilje je bilo v Libanonu, ko so krščanske pa muslimanske milice. Ampak v Nigeriji ga ni. Tam Boko Haram pobija. Kristjane so pa žrtve. Ampak tam ni nafte. Ko je bila vojna v Biafri, je cel svet govoril o Nigeriji, ker je Biafra imela nafto, to je južna Nigerija. Ne? Na severni Nigeriji ni nafta in to nikogar ne zanima. Takrat pa ste se tale Shell, angleški pa ESO, udarila. ESO je podpiral prizadevanje tehle Ibu črncev, da njihovo samosvojitev, da bi lahko prišlo do njihovih naftnih poj. Shell pa podpira centralno vlado, da je to samosvojitev preprečeno, da je Shell potem imel seveda stopil naftnih poj. In tako naprej. Je krščanstvo najhitreje rastoča religija, eni pravijo, da je islam, eni pravijo, da je krščanstvo. Philip Jenkins je prepričan, da krščanstvo hitreje raste kot islam. On tudi v tej knjigi, ta pa je prevedena v slovenščino, Novi krščanski svet se reče, v tej knjigi tudi našteje države, islamske države, ki imajo krizo natalitete. Tudi to obstaja. Ja, obstaja. Kje se to? Tajska. Bosna. Ja, tudi Bosna bi lahko že bila. Pa našteje, zdaj ne vem na pamet, to knjigo sem pred časom bral, ampak našteje, ker ni par, ki imajo krizo, ki nimajo isto eksplozij otrok. Vse posod. Že mislim, že v Tuniziji ni več, tako si kdo predstavljal. Torej, on pravi, on si upa reči, ta ameriški religijolog, da bi lahko do leta 2100 bila polovica svetovnega prebivalca krščanskega. Še 100 let vidimo, ko mi reče res. Philip Jenkins opiše poprečnega kristjana. Star, nekaj manj kot 32 let, živi na južni polobli, je temnopolt in je ženskega spola. To je duršnik, če damo vse kristjane skupaj. To je duršnik. Poprečni. Ženska, več je žensk, več je temnih kot belih, več je na jugu kot na severu in več je mlajših kot starejših. To je krščansko, dejansko, precej mlada religija. Mlada, ampak ne pri nas, ne? Ja. Krščanstvo v Sloveniji, jutri, to pa zdaj tako zaključek, ki sem ga potem danes malo premišljeval, delal za nocoj. Torej, enih par domnev ali enih par scenarijev lahko predvidevamo, kaj se bo zgodilo z tem našim ljubim krščanstvom, ki je v glavnem seveda katolištvo, čeprav imamo tudi protestante, pravoslavce, kalvince in še druge bingušne skupine v Sloveniji. Ena domneva, en scenarij, prvi taki scenarij, ki še par let nazaj je imajo za marsikoga skoraj 100% je, da bo sekularizacija šla naprej. In da bo vedno več ateistov in vedno manj vernih. In da bo družba religije več ne potrebovala. In je res, to je taki internetni napad na verne ljudi, tega imate kar precej med temi novimi ateistami, takih zbadljivk, no. In je res, da pri nas v Sloveniji so intelektualne in ekonomsko-politične elite tudi najbolj neverne, ne.
in to tudi ne samo Slovenija, to tudi evropski trend, da so intelektualne in ekonomske elite bolj neverne. In da je ljudstvo bolj verno, nižji srednji sloj. Delavci kmetje, vse kladivo sta verna, vse pa kladivo sta verna. Da vedete, sta bolj verna. Bankiri manj. Torej, pojavljale so tudi nove protikrščanske ideologije, zdaj veliko govorimo o tej teoriji spola, kdo je to bral, študiramo na te stvari, tokrat tega ozajeti take ene bitke proti krščanstvu, ampak na nekimi drugimi jeziki, na drugi način, preko seksualnosti, pojmovanja spolnosti, človekove identitete, spolne in podobno. Mladi v vsej Evropi in v Sloveniji skokovito odelevanje verske prakse. Pozor, raziskava Mladina 2010, državna raziskava, slovenska, raziskava Mladina 2014, še vedno govori o 65% mladih, ki se imajo za katoličane. Torej, ko? 10 ali 13. 10 in 13. To so državni podatki, ki niso bili na prvih straneh časopisov. Moram si jih sam poiskati note, ne? Katoliški mediji smo spet zanudili reklamo zase. Torej, ko vprašajo povprečnega slovenskega mladinca, kaj si versko, reče rimokatoličan. Še vedno, 65%. Hodeš k maši, tukaj si, no? Tako smo pri 1 do 2% pri maši. In to se je zdaj v 15 letih iz nekih 5-6%, ko sem jaz prišel v Slovenijo, ko smo še nekje operirali s 5-6% mladih, ki hodijo v maši, celo 7 smo, takrat leta 98-99, ne malo, ko smo sami našli, 7% mladih v maši, smo zdaj na 1. Torej, in to je zanimivo, ne? To je naš tudi, to je gospod Župnik, naš veliki problem, recimo tako za nas pastoraliste duhovnike, ker obene še imaš neko množičnost, ki se vidi na praznikih, ki se vidi tudi v željah po nekih sakramentih, ne? Dobirne, moraš, se rekel včasih. Operiraš neko množičnostjo in ko škof pride vidi to, množico, prosut me koliko si je, še pa je vera, drugi dan požupi, ko smo ne samo pisati, prazno tudi. Operiraš svoje strane z neko množičnost, po drugi strani pa nekaj mali ostanek, ko se pisem pravi, gospodov ostanek. Tak se v nekem dveh polih se kot pastoralist gibaš in si dezorientiraš, se več ne veš, kaj je zdaj, če točno si. Bom videli, kam bo to šlo, ne? Potem, zdaj ponovno seveda ta teza o popolni sekularizaciji je v krizi, sociologi so že davno razvrstili desekularizacijo, povratek religije, dejansko religija na sceni, religija močno na sceni, močneje, kot si predstavljamo, ne samo za islama, ne. Tudi v filozofijo se je vrnila religija, filozofi razpravljajo o Bogu, to ni krščanski Bog, ni filozofski Bog, ampak razpravljajo. Gianni Vattimo, recimo taki mislec, šibke misli, ne. On ima lepe knjige o religiji, Bogu, ampak se ni kristjan, tako Kristus učenec, ne. Islam seveda ne prizna sekularizacije, ima drugi koncept. Religija ali je glavna, ali pa je ni. In religija se mora podrediti državo. To je Islamska republika v Iranu, to je Saudska Arabija, to so tudi ideje tega vahabitskega islama. Ne? Torej, ta scenarij o sekularizaciji je v krizi, ker že ZDA niso se sekularizirale tako kot se Evropa. Včasih se je reklo, bolj bojo bogati, manj bodo bogat potrebovali, ampak ZDA še bolj bogati, pa še vedno imajo bogati. Torej, druga domneva, neodločljivost katoliške tradicije. En taki drugi scenarij. Saj na koncu ljudje bojo ostali katoličani, bilo kaj se gre, oni bodo hteli imeti velikonočni ženik. Kar je res. Tradicija je, Walter Kasper napisal, Aufklärung resistent, odporna na razsvetljenstvo. Na ateizem se je izkazal, ne? Verska tradicija. Torej, predvidevalo se, da bodo ljudje opustili nekaj verske življenje in
morda res opustijo molitveno življenje, ne opustijo pa žegnanja. Zlasti žegnanje, vi si lahko danes v Čupni izmislite žegnanje vrtnih kosilnic in jih bo polno okoli cerkve. Motori so zdaj žegnavali na vrtu. Ne, bi rekel tako, religiološko, vedno primitivna religiozna govorica še vedno žge. Za vsak slučaj ne bo žegnano. In tradicija, stara moja, stari apel so nas tako učili, tako mora ostati. To je tudi močno, tudi podeželskih. Vse ne vem točno, zakaj tako ste v naši hiši gor in tako bo. Križ mora biti gori, pa zalujte pravi, da se mora mašiti. In ta pojav, da tradicija, ki smo v teologiji potem zanemarjali, teologija smisli tradicija, to je samo tradicija, to je samo poznanje. Ta pojav se v celi Evropi dokazuje, da ta verska tradicija, ko že marsikaj crkne, to še ostaje. V Španiji, recimo, tiste procesije v ulicah nosijo. Jaz, ko sem bil v Španiji, sem bil res čast na redkih slovenskih duhovnikov, ki sem imel čast, da so me poklicali v eno vas, eno mestece na Atlantski obali v Veneciji, da sem vodil tiste procesije v ulicah, 2 dni. In tam so potem to celi protokol, kdaj pridigaš. Jaz sem se mesec dni pripravljal v tiste pridige, da so 3 minutne pridige tu, 3 minutne tam, ko sreča Jezusov kip, sreča Marijin kip, kaj moraš reči in tako. On je takrat res, da jaz po celo mesto grem v to, ne, to moja celi pas, tisti, bodma napihala. Župnik je bil v tenih sopatih, v temle, Albi in tenih sopatih, pa ena lahka škola in je laufal pred procesijo in sproti odpiral po zapiro ulice, ki bomo šli. Pa več čas pogledal na Atlantski ocean, gledal kakaj nevihta prišla, ker tam več čas nekaj preleti. Tako je gledal, lahko še gremo tu, kar eno ulico, da so procesije še naprej. Seveda to lahko delo, ker takoj za manj, jaz sem pa vodil procesijo, torej za glavnim kipom sem šel, oziroma tik pred njim, za mano pa župan, pa še policije, pa še vojske, pa vse uniformirano, tako s tistim španskim. To drži, ampak potem isti župnik pa ti poveda, potem nedeljo naslednjo več ni tega, ni več ljudi, ko je Euharistija, ko je to. Zdaj problem je to tudi pri naših teologih ali pa škofih je opazil, da rečejo, držite tradicijo, potem bo vse ostalo, da že malo preveč stavimo na tradicijo. Vse je, to je ena bergla tradicija, en močen simbolni jezik, to je tradicija, to je željalica pod tepelom, če hočete, to še lahko res nekaj plamen nastane iz tega, ampak zdaj staviti vso pastoralno tradicijo tudi več ne gre. Človek, moderni človek, hoče nekaj razloge, hoče razpravo, zgolj tradicija ne zdrži. En taki tretji scenarij za slovenski prostor, zelo pomemben, je ta izhod, ali pa ne izhod iz dvopolnosti. V bistvu smo malo ujeti v to kulturno borbo med katoliškim in nekatoliškim, ali bi rekel komunistične, rečemo tudi ideološkim polom. Bi rekel, 2 taka simbolna preročišča sta v Sloveniji, da bi so bili grki Delfi, preročišče v Delfih, in so hodili tja se posvetovati cesarji, kak in kaj naprej. Sedaj imate Dražgoše in imate Brezi, 2 taki preročišči, ki ponazarjate tudi to dvopolnost in to ideološko razdeljenost, ki ni samo ideološka, ampak je seveda vmes bratomorna vojna, kot vemo. Torej, in tu smo Slovenci zelo globoko ujeti. Vete, globje, mi pa Hrvati smo si podobni, ampak globje kot kakvi Čehi, Poljaki, zdaj sem tu Poljaki sem malo bližje spoznal, mi smo globje kot kakvi Poljaki ujeti v to bitko s komunizmom, pa to, Identifikacija vsem katoličan je enako antikomunizem. Globje. Zakaj? Zato, ker komunizem je tam prišel z ruskimi tanki. Mađarske, Poljske je prišel z ruskimi tanki. Mi pa smo ga znotraj, z krvavo revolucijo, smo ga porodili. In z bratomorno vojno. In mi smo dejansko ranjeni sebi, kot narod, zaradi tega spopada, ki se je zgodil v preteklosti. In zaradi nepokopanih trupel, ker mrtvi hodijo za tabo, do tega pač ne pokopiš. To je bilo tak blok. Temelji civilizacije so postavljeni na grob.
pravijo, ne, civilizacije so začela, ker človek začel pokopavati človeka. Ko ga začel pokopavati, nam priznal dostojanstvo. Prej, ko ga ni pokopalo, smo bili na ravni živali, ker živali ne pokopavajo in drugo. In tu smo zdaj v ene take ideje. Mi smo zelo veliko premišljevali o tem leta 2011-2012, tistem dokumentu, pridite in poglejte. Jaz sem bil redaktor tistega dokumenta, slovenskega krovnega načrta, smo mu rekli, ne. In smo dejansko se soočili s to tudi za cerkev hudo blokado, ker če cerkev ni sposobna rešiti tega vozla, ali pa če celo se postavi preveč na eno stran, ne, v tem spopadu, ne more več oznajati evangelija. Dve osnovne poslanstve, recimo, ali pa tri, ko ima cerkev, imeti evkaristijo, oznajati evangelij in delati dobro, ne. Če ene ni, tudi druga dveš. In oznajevanje evangelija je tesno povezano z spravo in odpuščanjem. To je nekaj vrste, bi rekel, če zdaj govorim kot teolog, nekaj vrste Bog je dal slovenskemu narodu en zelo težki preizkus, da nekoč tudi drugim narodom pokaže, da je odpuščanje možno, tudi ko ni možno. In to bo potem evangelizacija. Mi večinoma pričakujemo kristjani, da se bo zgodilo odpuščanje in sprava, ko bo udelec po kolenih prišel prositi odpuščanje. Tega se ne bo zgodilo, to se izbriši. Tega ne bo. Prvi korak mora narediti kristjan. Tudi Kristus je prej odpustil, prej so začeli prositi za odpuščanje. Je odpustil s križa, ne? Prej. In tu pravim, da se zdaj igra, veliko bolj se tu igra prihodnost krščanstva, kot si mislimo, da gre za prihodnost temeljev krščanstva. Ne? In tu se cerkev res mora, vsej potem smo tam tudi raziskovali in tu so tudi hvaležni tem dolenskim duhovnikom, takrat sem bil povabljen v Novo mesto na eno njihovo, mislim, tako postno duhovno obnovo in smo potem delali tudi malo ta vprašanja, pa so potem tiste njihove razmišljanja prišle notri v dokument. Ko so pokazali, da dejansko je že med ljudmi veliko te sprave bilo, med družinami, v vas, ne? Ampak seveda to so intimne dejavne in ljudje tega nočejo popularizirati, nočejo, da bi mediji zraven prišli, ampak tega bilo, tako da nismo tako zakrpljeni v neodpuščanje, kot bi se kdo misli. Ampak to je en scenarij, ki mu ne bo mogoče obežati v prihodnosti. Ne? In tu prej se bomo zavedali naših dolžnosti, kaj treba narediti boljše bo. Naslednji scenarij je seveda cerkev v času pluralizma. Slovenci smo pač narod vklanen kmečkih korenin, ne, vsi skupaj še 100 let nazaj, malo meščanstva, malo industrijske elite smo imeli svoje, no smo imeli nemško. Torej, nismo bili vajeni nekega hudega pluralizma, tudi ne nekega velikega mešanja naroda. Čeprav narodi so vedno bili, leta 200 let nazaj so na Ptuju naredili, da je bilo 32, na Ptuju so šteli 200 let nazaj, koliko je bilo različnih narodov, na Ptuju. 32 so jih našteli. Trgovci, židje, vse to še je živelo. Tako da tudi to, da bi zdaj ta pluralizem izum, današnjega časa tudi ne velja, da vedno bilo. Ampak se ni pa cerkev katolištvo navajeno tako na pluralizem, kot v kakšni drugi deželi. In zdaj smo pred tem tudi to priseljevanje, to je ta znamenita slikica iz Dobove. Mislim, da je en delov fotograf to naredil. Torej, to priseljevanje teh beguncev, ki grejo mimo te kapele, simbol krščanstva in simbol novih časov, islama, če pa islamizacija reče, ne. Torej, se na tej slikici lepo vidi. Mi smo zdaj tule pred nekimi novimi preizkušnjami in katolištvo bo nihalo med neko narodno obrambno držo, kar je normalno, ker tudi treba zaščititi tradicijo, kulturo, pa pri Frančišek rekel, vsaka lokalna kultura, če umre, kako da bi ena živalska vrsta izumrla, je hujše celo. Torej, in katolištvo, pravim katolištvo, katolištvo pomeni vesoljni, za ves svet. Ne? Torej, če ne bi bilo preseljevanja, če ne bi bilo mešanje narodov, tudi nas ne bi bilo zdaj tukaj. Vi ste prišli malo prej, jaz sem prišel leta 500, sem od uskokov, moji prednik so uskoki. Ta neki
podivjani hajduki, so se s Turki bojevali, potem so se na Dravsko polje preselili, ker se več tam ni dolo Bosni dalo zdržati. Tak je ena moja sestrična, ki je skovala to mrla sestrična novinarka, gospod Najde Cesti, ki je na Dravsko polje prišli. Preseljevanje spet, ne? Torej, preseljevanje pa tako, se ne smemo bati, seveda je pa tudi prav najtisto mero, ne, torej kaj bo zaščito in pri čem se bomo odprli, so pa tudi vrednote, tradicija, jezik, tudi ko treba zaščititi in ohraniti. Tu je Slomšek, če smo. Slomšek je tudi idealni. Glejte, on je bil narodni voditelj, to piše v njegovem spomeniku. Zdaj pa, prosim vas, če imate čas, preberite njegova dela, pa najdite eno slabo staro Nemci, ki je on napisal. Nije. Ni. Pa je bil narodni voditelj. Veliki narodni voditelj. Ko je selil škofijo iz Šentandraža v Maribor, je imel podporo avstrijskih škofov, ker jih je prepričala jih je njegova integriteta. Tako so ga spoštovali, da so ga podprli, čeprav je tisto šlo po politični liniji na škodo Nemško. In v prid slovenstvo, da imamo svojo škofijo v Maribor. Ampak avstrijske škofe so ga podprli. Taki ogled je imel pri njih, ker ni bil nacionalist. Matija Majer ga je htel imeti v svojem gibanju, pa Slomšek ni htel pristopiti. Je okrcal Matija Majer. Matija Majer, to je tisti razglas iz Edinjeni Slovenije. Torej, če že braniš svojo, ne smeš nikoli sovražiti v tujega. Ampak tisto, kar pristoji tvojemu, da ga zaščitiš. Peta domneva, deklerikalizacija. Torej, slovenski kler, to so sicer italijani na sliki, ampak slovenski kler je star okrog 60-61 let, je zdaj poprečna starost slovenskega duhovnika. Novih duhovnih poklicov ni na veliko, več molimo za njih, manj jih je, mogoče bi mogla nehali moliti. Glede na to, da na jugu z manj duhovniki funkcionirajo, je verjetno ena prognoza, prosim, ne za suhu zlato tega kupiti, verjetno, da bo v prihodnosti se nekje stabiliziralo na ene manjše število duhovnikov, s katerim bo pač slovensko krščanstvo funkcioniralo. Duhovniki ne bodo zginili, ker Kristija ne more zginiti, to je logično. Ampak bo pa to eno manjše. Ne bo več duhovnik biti taki, zdaj mu reče dunajski, avstralni teolog, Culene reče, Blaulichtfahrer, župnik z modro lučjo, ko laufa okrog podružni, v nedeljo 3-4 marša, vedno na ceste. Neka deklarikalizacija se dogaja, duhovnik izgublja tisto prej mogočno vlogo, ki je imel, jo zgublja, raste male skupine. Jaz sem analiziral malo, kaj je zraslo po letu 2000 v slovenskem krščanskem prostoru. Zrasle so gibanja, zrasle so animatorji, zrasle družina življenje podgibanje, zrasle so župinski pastoralni sveti, zrasle so celice Caritas, ki je okrog 400, zakonskih skupin tudi tam nekje. Torej, to je vse zraslo, ampak nikjer ni enega takega brega zraslo zaradi tega, ker je duhovnik to tiščal naprej za vso silo. Družina življenje je nastalo zaradi lajkov. Oratorij, ampak oratorije je res salesijanci jih organizirajo. Ampak oratorije, če tako po župnijah gledati, malo katera župnija tak, da župnik operativni vodi oratorij, to skoraj ni, to vse lajki vodijo. In ti oratoriji so en taki pojav, ko greš 4 do 5 tisoč mladih, prostovoljno se pojavilo, ko se nam je zdelo, da je že vse crkveno, da več ni vedenskih skupin, evo 4 tisoč mladih prostovoljno, ki vsako leto organizirajo oratorije. In spet so tu lajki, ne? Teda tudi eno znamenje časa. Ena nizozemska teologija, Noel Hausmann, je v eni knjigi o redovništvu, sicer je knjiga napisala, da pač imamo Evropejci v glavi eno obdobje po letu 1800 do leta 1950, ko je bila nenormalna velika eksplozija duhovnih poklicov in tudi novih redov. Ona je rekla, da bo eno izjemno obdobje, ki se več ne bo ponovilo. Ampak mi smo še vajeni na tiste številke. In tudi župnije imamo tako nastavljene, da je toliko duhovnikov na toliko ljudi.
6. scenarij, ki je pred nami, ga naštejem kot zadnjega, torej scenarij nove evangelizacije. Jaz sem zdaj v teh razpravah, pa tudi na Twitterju, pa v tistem let sem bil tam pred zadnjim referendumom na par takih čudnih okroglih mizah. Sreča kar nekaj teh ateistov, aktivistov, levičarjev. Glejte, niti prej nisem slišal kaj slabega o evangeliju ali o Jezusu. Ne. Ne. Prej drugo spoštovanje. Ne? Torej, to je ena velika zaloga, da v Sloveniji ni nekega demonskega kraza, tako se včasih mi v tej katoliški mitologiji predstavljamo sovraštva do evangelija. Tako načeloma evangelij je simpatični, Jezusov lik simpatični. Seveda, en ateist pač ne vidi moralnega učitelja, navdih za neke etične vrednote, ne Božjega sina, ne. Božji sin, to je stvar vere, tako ti predpoznanje Božjega sina. Ampak pravim, tu je ena taka rezerva. Potem, ampak je veliko komunikacijskih šumov, zamer, sumičen predsodkov med uradno religijo in sodobnim človekom. Sam pojem nova evangelizacija že sumljiv. Že, ko rečeš nova evangelizacija, rečejo oni rekatolizacija. Hočete, da je bilo tako, kot je bilo nekoč. To bi razumeli nova evangelizacija. Mi rečemo ne, mislim pravi. Škof je vesel, če je nažetili tako, kot je bilo polno ministrantov, pevci, tako. Vas pa še, vse tako, kot je bilo. Bravo. Torej, pač, sam pojem nova evangelizacija že pri ljudem sumljiv. Se bo zgodila neka nova evangelizacija, kako zelo težko to predvidevati. Ne? Ampak najbolj od tega, kar sem doslej našteval, pač najbolj od tega pa odvisna prihodnost krščanstva v Sloveniji. Ne od struktur, ne od duhovnikov, ampak od tega, kako bo čez 50 let slovenski človek sprejemal evangelij. Bo ali ne bo. Kateri faktor X ga bo spodbujal, da ga bo, in kateri faktor X ga ne bo, ko ne vemo, kateri faktor X je to. Stari ljudje so rekli, ko bo spet tak, da ne boste imeli kruha, boste pa bolj verjeli v Boga. To je en faktor X, ena katastrofa. Ena vojna. Drugi faktor X je lahko islam, ki ga bo vedno več. In se treba vprašati, kdo si. To me je eden pripovedoval, da so moje službe, jaz sodelavec, je rekel, jaz nisem kaj spati. Hvala Bogu, tistega muslimana je sam Sveti Duh poslal, da te vprašam, kdo si ti. In zdaj imamo to v Evropi tudi malo nevarnost, ker se skrajno desničarstvo spogleduje s krščanstvom. Ne? Celo taka ideja, neko, da skrajna desnica nekako hoče biti kot zaščitnica krščanstva, ali pa kot neko novo križarsko gibanje proti islamu in tak. Hoče spet manipulirati malo krščanstvo v svoje namene, to se tudi moramo paziti, da ne bomo nasedli. Zdaj, če se na skrajni desnici prebuja zanimanje za krščanstvo, malo si dobro rekel, hvala Bogu, podarjeni konj, objemi ga, rečem, pogledamo v zobe, temu podarjenemu konju, ki prihaja z desne. Pozor, gibanje Pegida, ki dviguje križ tudi gor, med drugimi simboli ima tisti veliki svetlobni križ, njihovi dnevnikov, se je rodilo v Dresdnu. Rodilo se v srednjem sloju med izobraženimi. Niso to tam ne lumpen proletariat, kot smo se včasih predstavili. Kaj je Dresden? Kaj je Leipzig? Kaj je Berlin? To je najbolj ateistični trikotnik v Evropi, če ne na svetu. Ampak tam zadvigujejo križ. Kot simbol identitete. Zanimivo, ne? Zdaj pa treba to preveriti, zdaj pa na prvi pogled bo kakšen nostalgičen kristjan je dokončno nekaj dvignil križ v Evropi, ne? Pa glej malo bliže, pa vidi koliko ksenofobije zraven. Ne? In tako da moramo tudi tu paziti, kaj se bo zgodilo. Gotovo pa nova evangelizacija bo seveda možna, ko bo tudi cerkev, krščanstvo se bo globoko prečistilo. En teolog, Medard Kellner, z njim zaključil, mislim, da več vse v planu, so ga vprašali, torej, en ekleziolog, en Nemec,
so ga vprašali, kaj 100% funkcionira, da bi ljudje spet hrepeneli po Bogu. Ne? Kaj 100% funkcionira? Da je to težko reči, ampak 3 stvari pa gotovo funkcionira. Če ti o Bogu govoriš za ston, bo je bilo šlo, za ston, brez računice, brez želje po oblasti nad drugim, brez, to, kar je tako nekaj zelo pogosto, tega literarnega žanra oštevanja. Za ston. Tako ni ljubezen za ston. Potem ti bodo verjeli. Ampak gre za ston. Mare mora za težko reči, kdo govori za ston še evangelijo, ko smo tako denarja naprej, toliko denarja, zapravili skoraj milijarde. Tako je za ston, za tu. Potem pravi Medard Kell, druga stvar, da ljudje zakrepenijo po Bogu, je, če ti, ki še veruješ v Boga, delaš dobro ljudem. Jaz sem bil zelo vesel knjige, kako je naš svet postal krščanski, ki je napisan francoski marksistični zgodovina. Vse dobite v slovenščini. Lepo se bere, pa kratka je. Ker je priznal to, kar marsikateri marksist ne prizna. Da je krščanstvo, da je rimsko cesarstvo postalo krščanstvo zaradi socialnega naboja, ki ga je imelo krščanstvo. Že je postalo krščanstvo, to, ker je cesar vsilil krščanstvo, Konstantin z Milanskim vodikom. On pravi, zaradi tega, ker je krščanstvo bilo socialno simpatično, ker so bili ljudje enaki, ker so bili služni svobodni, ker je bila ženska enaka moškemu, ker je tujec bil, torej tujec, postal tvoj brat. Kdo je ta pisec? Založba Modrijan, kako je naš svet postal krščanski. Če bi vedel, da je ne bi znal pravno izgovoriti, ker je Francoz. To se da hitro preveriti na internetu. Pravi, kaj delajte dobro, na obogega, to papež Frančišek. Ma ni krščanstva, če ni misli na obogega, če ni obogega zraven. In potem tretja stvar pravi praznovanje. Praznovanje. Praznuj. Veseli se. Papež Frančišek je za svetovni dan mladih v Krakovu ukazal z cesarsko-papežkim dekretom, z bulo, je ukazal, da je bilo dosti plesne muzike na ulici. Praznujte, veselite se, manj pridiganja. In res v Krakovu se potem videl tisti jazz na ulici, bilo tako smešna situacija, glavni trg, polski duhovniki, to so take korenine, oni so kar v tolarjih stali tam na glavnem trgu, štola prek, vjočna štola, pa so kar spovedovali ljudi, kar tako se prišel zraven, sem postavil, pa te spovedal, 20 metrov prej pa jazz band, ne, taki prizori so bili v Krakovu, da se začuti praznik, da damo na stran bremena, razdeljenosti in praznujemo. Če znamo to narediti, potem tudi ljudje zakrepenijo po Bogu. Tako so ene taki dejavniki, kjer lahko rečemo, da bi se nova evangelizacija zgodila. Slika pa je iz gore Blagovo, slika na Galilejsko jezero. To sem bil zelo vesel tega pogleda, in sem prvič tam, ker to še pa je tako, da je Jezus videl. Razen tega kabla. Ker drugo tam Nazaret, ne vem, pa to tam se je pozidano, Jeruzalema tistega z Jezusovim času ni, je porušen, torej to pa še je tako, ne, in nekje nova organizacija, da rekel tudi je povratek k izvirom. Še ena slika iz Krakova, letos in hvala za pozornost. Ker mogoče
gledamo, da vsak najprej enkrat prije do besede, potem če pa treba še tu prosim, vprašanja, dopolnitve, izzivi, Branko je naš. V razvoju rdečega križa je umetnik torej naredil za začetek prve svetovne vojne. No, rdeči križ je tipična zgodba o sekularizaciji. Pokazal gospod ena podobica rdečega križa s prve svetovne vojne, torej povezano taka nabožna podobnica, obenem pa tudi rdeči križ. Danes rdeči križ je ena taka laična svetovna organizacija za pomoč bližnjemu, ampak je to tipična zgodba o sekularizaciji. Rdeči križ se rodi v krščanskem okolju, tudi rdeči križ prihaja od enih redovnikov, ki so, španskih redovnikov, ki so imeli to na pametno 400-500 let nazaj, ki so bili na kakšnih bitkah in so ranjeni za nevlačni in zato, da bi bojujoči se med seboj ne tolkli, po njih so si dali velike rdeče križe. To so bili kamiljanici, se mi zdi. In so bili prvi s temi rdeče križe. Od to potem postane simbol rdečega križa, nekoga, ki pomaga ranjencem in po katerem ne sme vojak toči. Tudi one nune, ki so bile v bolniški službi na frontah, so si dali tiste velike pahljače. Takle gor, ko se včasih naučujejo, misli, da je to ena taka čudna, crkvena modna muha. Ampak to je bilo zato, da je podalec strelci vidi, da so to nune, da ne streljajo po njih. Zato so imeli tiste take, tiste usmiljenke, ne? Še starejše usmiljenke so še to imele, če kakšne slike gledate naših slovenskih usmiljenk iz 50 let, so še imele te uniforme, tiste velko. No, ampak ne so zvedi sekularizacije, to je tipično zvedi sekularizacije. Kar je delala cerkev, zdaj več ne rabi. Zdaj bo to delala civilna družba ali pa država. In cerkev spet zgubi neko področje, ki ga prej imela. Bolnice so se rodile v cerkvi. Ena, ne vem na pamet za vsega tega, ampak ena rimska gospa bogata je prva začela bolnike skupaj zbirati. To je že 14. stoletje. In jo se šteje kot neko začetnik bolničarstva. Ampak ona to dela zaradi evangelija, z evangelijskim navdihom. Torej, ampak seveda bolnice so danes državne. Šolstvo spet je imelo neko religiozno zasnovo. Pri samostanih, tisti srednje veku, ko so peli, pa so učili pisati, tisti otroci, ali so postavili njih, ne. Potem v samem novem veku v Avstriji, kaj je bil osnovšek? Šolski nadzornik med drugim, ne? On je promoviral šolstvo. Slovenci smo bili pred 100 leti izobraženi, najbolj izobraženih evropskih narodov, pismenosti, to, ne? Ampak šolstvo potem zelo država, ima država in spet sekularizacija. Sekularizacija tudi posvetnost, ja? Ali pa, da nekaj, kar je bilo prej versko, je zdaj posvetno, da postane na domeni sveta. Ne? In teh procesov je veliko, ko religija zgublja. Mesto, ki ga imela. Veliko. In potem se religija zdaj postane strah, kaj pa sem še, če mi je že vse vzeto, šole, bolnice, to, ne? Če več ni niti vpliva na politiko. Kaj sem še pa? Največja nevarnost je, da na praznike ukradejo. Moraš potem... Ja, to so pa drugi procesi, ki se jih tudi že omeli. Pa ven, to so adventni venčki. To se sekularizira, vse vidimo, da se, ne. Božič ravno za tem je božičkom. Ampak to je bila kopakulizacija. Torej, teh procesov je veliko. In zdaj, eno vprašanje je, ali bomo v depresijo padli, marsikdo je v depresiji zaradi tega, ker cerkev več nima tistega mesta v družbi, ki ima napoč. Kakšni teologi prečajo hvala Bogu? Družba je dozorela, najprej vzame če več stvari, ne rabijo več duhovniki, nune, škofje, papeži, da se potrije se. In sekularizacija so nekateri teologi, malo celo obstaja celo teologija sekularizacije, v kateri je glavni krivec za sekularizacijo Jezus Kristus, ker se je sekulariziral, ko je prišel z nebes na zemljo. Obstaja teologija sekularizacije, se to je ena od teh koncilskih teologij, da so tako moderne, ki pravi, da so ti procesi dobri, ker se religija osvobaja nekih stvari in je bolj svobodna za tisto osnovno njeno poslanstvo, ki je oznanjevanje in slavljenje, bogoslužje, oznanjevanje, slavljenje in spodbujanje dobrega dela. Torej,
so tako, zdaj so slogi več ne govorijo o sekularizaciji, ampak o desekularizaciji, ne, o povratku religije v družbo. V slovenskem prostoru tega ni tako začutiti, ker je pač malo specifičen, gotovo pa drugod to veliko bolj čutno. Razprava o bikinih je razprava o Bogu, v šifrah. Burkinih, rekel bikinih. Včasih je bilo bikinih, zdaj pa burkinih, ja. To je razprava o Bogu, ampak v šifrah. To je že desekularizacija, ki se dogaja. Se prevečujem, imam še zdaj našo posle. Negativni, ja. Lepo nadaljujem. Jaz bi še nekaj pripomnil, mogoče, jaz sem zadnji čas zelo občutljiv na to tematiko, ki je statistika pokaže. Nekaj pokaže, da je krščanska vera najbolj preganjena od krščanstva v statistiki. Ampak jaz tako čutim, kdo, ki bo dal ta podatek v cerkvi, ne, ali pa v družini, to tako deluje kot preseneti uni islamisti, preseneti uni, ki nas še vedno sovražijo in pravzaprav te taki kot v njih, kaj naprej ta polarizacija, mi, ki smo v redu, pa oni, ki niso. Tukaj se mi zdi, da v tem našem načinu teh statistik moramo zelo previdni, zato da ni to vedno kristjani niso samo žrtve, ampak smo mi tisti, ki kljub tej žrtvi čutimo pokončnost, ki nam daje Jezus. To se mi zdi v bistvu. Ne pa, da govorimo o tem želovanju, ne? Sprava, da se moramo malo drugače razvijati, pa to, da se še vidimo. Ja, vse to, samo veš kaj, pač dejstva so dejstva, ne? Čeprav islamski terorizem ubije več muslimanov kot kristijanov, glavne žrtve islamskega terorizma so sami muslimani, tudi fizično več njih mrtvih kot kristijanov. Tam so nenehno so v Bagdadu na bomba pa to. Torej, ampak v celoti vzeto stanje religij v svetu je krščanstvo najbolj preganjeno. Ampak to je tudi povezano s tem, da se zdaj v Aziji, ne, pa tudi v Srednji Afriki zelo hitro širi. In seveda potem je neka večja alergija na eno takega krščanstvo, ki je pač neko živahno, vitalno, se potem stare religije tudi malo odzove na ta način, no, se čutijo ogrožene. Ja, težko, no, naš pater general Josepa Belja, ki je bil katalonec, sicer je bil 2 mandata general, bil nedogled misionar na Japonskem, on je rekel, danes dobrega misionarja, katoliškega misionarja prepoznaš po njegove sposobnosti za medverski dialog. Včasih si ga prepoznal njegove sposobnosti, da se prevrne pogana. To je klasična podoba misionarja. Ampak danes teh poganov, ki so prvi strani že komaj čakali, da vstopijo v neko bolj racionalno religijo, ni, zdaj so veliki sistemi verski, ne? Zdaj se pa treba drugače vprašati. Bolj spoštljivo, bolj počasni procesi in iskanje skupne resnice, ne? Pa več Frančišek, že recimo spet jo medversko srečanje v Sizijo, so prišli predstavniki vseh religij, to je že Janez Pavel II. Leta 86. Molitev za mir, ne. Leta 86 so Janez Pavel II. Še eni še mu danes zamerijo ti naši bolj desni, hudi tradicionalisti, ne. Mu zamerijo tisto molitev leta 86. Celo neko to ga šteje kot zdrs v Janez Pavel II. Zdrsnil v neko herezijo na pol, ne, ko je molil skupaj z indijanskimi vrači. Indijanski vrač, kaj dela, ko to dela? Ja, apostol Pavel je rekel, da časti demone. In zdaj je papež zbil molil z onim, ki je priču njega častil demone. Tak so se razlagali. Ampak se ta medverski dialog je lahko malo nevaren, ne? Zato ker relativizira. Potem rečeš, ne, če je njihova religija tudi tako dobra, pa dobro uči, pa naša se sta obi enaki, ne, tu pač kristijan mora vedeti, da je razodetje eno in da se je zgodilo preko Jezusa Kristusa, ne. Bilo bi pa drugačnem jeziku, drugačne kulturi, če se zgodilo v Aziji, zgodilo se pa tu v židovskem svetu, ne. In pač od tega ne moreš odstopiti, ne. Tako da to je tak en izziv, no. Moja izkušnja medverskega dialoga, ko sem delal v begunskih centrih, v sredini 90-ih letih z Bosanci, ko smo imeli tudi skupne molitve, smo imeli muslimani in kristijani, je
da enostavno, če se pogovarjaš normalno s človekom, če z njim igraš fuzbal, če se hodiš kopati v Dravo, tako smo se mi kopali skupaj, ko smo šli v Dravo plavati z begunskimi mladino, pa smo preplavali, sem jih naučil Dravo preplavati, ne na točno, kjer se podava. In potem tudi molje bilo težko, ker so barijere med nami bili tako padle. Ampak smo molili vsak po svoje, nismo mešali. Ker pa vendar nismo isto, ne? Tudi ne moraš kar tak se smešati, čakaj, smo kristjani, smo muslimani, da bomo molila skup, ti po svoje, jaz po svoje. Ne? In torej, bilo zelo lepo, no? Potem pa je res, da se pa začelo spreminjati, ko so pa začeli hoditi tile dobrodelne ustanove z Arabije, v begunske centre, tudi v Slovenijo. Jaz sem bil priča, kako to zgleda, zjutraj so vse punce bile ženske pokrite, razen malih deklic. Kaj pa danes je? Ja, pride humanitarna pomoč. In so prišli reakcije, taki nasmejani, veseli, da so nekaj prenesli, nekaj pelali. Ampak takoj so se pokrili bosanski muslimani. Ampak tista humanitarna pomoč so prišle ene ideje. Recimo že leta 1994 smo imeli skupno molitveno uro, brez problemov. Leta 1995 že več ne. Zato, ker tisti fant, ki je vodil molitve, ker muslimani ni htel voditi, ker je bilo vino v enem kotu. Ne morem moliti v prostor, ki je alkohol. Je že postalo, je že malo drugače. Vmes pa tudi v Kuvajtu na zboževanje. In so že tele bolj veliko, tele bolj vahabitske ideje, kot jim gledali bolj poznam, tako če niso tako poznali, so že bile bolj pristopne. In je dialog še težji. Tako da, je to tudi taki izziv, no? Mene pa zanima, ko gledamo slike, to muslimanov, glavno moški, ženske, tako morali posebej, če že so, množično. A je to res izvere iz prepričanja, ali samo zato, da ne bi obsojali, ker ni bilo? Jaz sem tudi pri nas v Sloveniji, kaj bo pa drugi rekli, je še vedno močni kriterij, da nekaj narediš. In pa še drugo vprašanje, če se recimo na južnem krščanstvo krepi, kako pa da je to pomembno duhovno, ki je tukaj zdrav? Ja, se pravi, ni rečeno, da je evropsko izkušnja, ki smo imeli zadnjih 200 let, da na 1000 ljudi mora en duhovnik ven priti, da je to univerzalna izkušnja. Mi imamo tako izkušnjo. Na 500 do 1000 en duhovnik. Tako je funkcioniralo v zadnjih, ampak tudi prej ni bilo tako preveč duhovnikov. Imamo obdobje 16. stoletja, ko Ljubljanski naš škof piše, škof, ne vem, kaj že naš škof, nam napiše, da ne ve, komu ne bo škof, če nima duhovnikov. Okrog 1530, recimo. Ne? Ni zdaj nujno število duhovnih poklicov kriterij, kako zdravo je ena verska skupnost. Tudi ti hitri duhovni poklici, ki jih imamo zdaj v nekaterih azijskih deželah, so pa niso. Mi, leta 2000, je naš pater general prejšnja, ki nima Bog, ko se rekel, naša, tako da živijo v Beljem, je rekel, naša glavna skrb je zdaj dobiti denar za semenišča v Aziji. In smo brez denar, ki smo ga vredo, ki smo dobili, širili v Aziji, smo zalili semenišča. 2013 v Madridu s tem mojim cimrom iz Indonezije pa mi pravi, zdaj pa imamo semenišča, ampak se že malo praznilo. To se tisti prvi udar najkrat veliko poklicov. Ženski redovi, Vatikan je moral posredovati, da niso nune uvažale mladih nun iz Azije in Afrike. Ker ko so prišli v Evropo, so se slekle in šle službo se iskati, da so to učili. In je samo redovniško službo za most do Evrope. Ne? Se nam naučila se jezika, dobila neki dokumenti in se hitro vkročila v eno francosko-italijansko družbo. Torej, tako da tudi te poklice moramo paziti. Ne? Poklic, vete, poklic... Pa je to tudi v svojem krščanstvu velikih beguncov podobna stvar. Ja. Ko so tako veseli nekateri, koliko jih je beguncov, ko so krščanstvo svojili. Kako je zakaj? Ja, no, samo gledajte, imamo pa spet ene podatke, ki pa so tako malo znanja, ampak težko jih je preverjati, ampak najdete pa jih na kakih specializiranih portalih.
V Maroku se krščanstvo širi, pa ne grejo ljudje od tam. V Iranu se krščanstvo širi. Meni podati kar precej, ampak ni vedeno za preseljevanje. Tako da so to zelo različne situacije. Seveda so pa tudi tako. Po eni strani, zdaj to preseljevanje v Evropo, vete, lahko gledate kot grožnjo. Jaz imam v četrtek soočenje z Damirjem Črncem. Slovengradcu, ja. On ima tezo invazije, ne? V Slovengradcu. V okviru socialnega tega, ja. Aha, to bo už pa šel. On ima tezo invazije, ne? On je napisal že knjigo, Kresovi, mislim, na naslov. On ima to tezo invazije, ne? Ampak lahko pa tudi gledate malo drugače, ne? To je nekaj vrste poklon muslimanov Evropi. Oni so dobili nafto, Allah jim je dal nafto, so se dekolonializirali, dobili so tudi ponekod kar fajne take sekularne oblasti, ženske so lahko v 50-60 masih te vozne avte, kavboj in ne. Zdaj pa to vse sesuli. Tiranija vse posod, demokracija skoraj nekjer v arabskem svetu, razne Jordanija, Tunizija, ne? In dejansko, poleg tega, klimatski, morate vedeti, v Ribnici na Pohorju je vse več arabcev poleti, v onih bungalovih. Zakaj? Da obežijo vročini. To je župnik iz Ribnice na Pohorju, da ne ja, kar predaži prije v trgovino, maskirana ženska. Kako je to v Ribnici na Pohorju? Rekel, ja, gore v teh hišicah, ko so že malo opuščene, mi več ne hodimo na Pohorje, na počitnice, ne? Tu pridejo, da obežijo hudi vročini, ki je v arabskem svetu v porastu. Letos so zmerili najvišjih temperatur v nekaterih arabskih mestih. Hočem vam povedati, da enostavno tam se svet nekako malo podira, in se gre tja, kjer še ni podrta, kjer boš neko varnost vendar le začutil. In zato vam pravim, ta preseljevanje se lahko tudi vrste poklon Evropi, ti si še pa edina varna, ško vedno perspektivo. In znotraj tega, seveda to je ena razmislek o religiji, to avtomatsko se primerja v religiji. Če je naša religija prava, ampak vse propada in je ženska vedno bolj zatirana, krščanstvo pa je napačno, ampak je ekonomsko zdrži, ljudje se ne sobraži, nima državljanskih vojn, ženske so enakopravne, potem nekaj ne štima. Kako lahko laž naredi dobro stvar? Seveda te premisleke so imeli. Jaz sem z Bosanci debatiral pred 20 leti v taborišču. In me je spraševal, kako jaz v duhovnik vino pijem, če sem božji človek. Kad njih pa je vino taki greh. Ne? Kaj je za to? Kaj je z njihovo religijo prav ali narobe? Ne? Ampak to avtomatsko prije, ko se dve religije srečajo. Tu ne rabimo biti prozeliti. To se ljudje vprašajo, se imajo Ne? Zato tudi, če se zdaj spravračajo krščanstvo, ne bi zdaj takoj kvalificira to kot računica, oportunizem. Ampak tudi nekaj vrste razmislek, no? O svoji prihodnosti in tak. Ja. Ja. Tako. Jaz bi sam še pohvalil vas, takole, ko berem vaše članke, kako ni grenove in strahu noter. Ker tega se mi zdi, je pri nekaterih pridigarjih preveč in to ljudi odganja od iz cerkve. Ja. Dosti duhovnikov, gledam duhovnike, ki so ena generacija pred mano, ne? Ti duhovniki, to je tista generacija duhovnikov, ki so sprejeli svoje župnije v zlatih časih drugega Vatikanskega koncila in potem, ko je mladine se trlo po cerkvah, tudi ne, mladinske skupine so špilale in tak. Ti duhovniki so sprejeli župnije v takem stanju, zdaj pa imajo take spraznjeni pokmi, ne. In zdaj pa to, oni so na duhovni preizkušnji. Če bi številke gledal, so nekaj vrste luzeri, ker so župnije sprejeli v dobrem stanju, zdaj pa imajo v slabem. Ne, angelčki in zlatni krutni so lepši. Vse je obnovljeno, strehe so take ogledala, se njih lahko vidiš. Ne?
To je vse poštimano, orgle so nove, ne, tlaki, vse to. Ampak cerkev je vedno bolj prazna. In kaj opažaš pri duhovnikih? Opažaš, da se začne spraševati, ne, o svoji, kaj se ne sploh delo, moje življenjsko poslanstvo. Tako kot starši, če vam otroci zglajzajo, čisto drugače živijo, ko se jih vzgaja, ne. Kaj se jaz kot avto delo, kaj se jaz kot mama delo, da se ti duhovniki da sprašujejo. In potem prihaja do nekaj take zagrenjenosti. Ta literarna zvrst ali žanr učitanja, kar so meni bolj visoko. Jaz sem prišel iz Italije, bil sem izvajanje italijanskega pridiganja. Ko sem prišel v Slovenijo, sem pač opazil, da tu, da če nisi dobiš info, se že skoraj misli, da nimaš vere. Tu si dejansko pričakoval, da če si duhovnik, da moraš malo nahuliti folk. Ampak že takrat sem opazil, ko sem prišel iz Italije na 97, da so že verniki rekli, kakšnem duhovniku porazili, so maši se pa samo sedere, zakaj nas njih maši, če pa se neko tam. To ljudje vsi se tega spremljati zagrenjenosti. Zdaj mislim, da se to že malo umirja. Nekako tudi smo dozoreli v spoznanju, da se tem procesu šli enostavno naprej in da enostavno tako, kot je, ne? In da Božja pot so taka, ki nas presegajo. Poleg tega pojava še en drugi pojav med slovenskim duhovnim pravimo, zato da so tudi urednik revije za duhovnike, Cerkev danes, to pa strana revija, ki duhovniki čitajo, ne? Pa tudi duhovne vaze duhovnike sem imel letos tudi v Prekmurju. Torej, drugi taki pojav, ne, je pa malodušje, da enostavno najnič več dela, nič ne briga. Samo rutinsko, če naprej furo pogrebe, pa administracijo. To je tudi ena taka kača, ki se duhovniki skriva. In potem delo z mladimi. Kako vi prve si ga lasi, več nisem primeren za delo z mladimi. Ja, kako je to rekel? Jaz sem bil v tom delu mladih v Krakovu. No? Jaz sem bil najstarejši slovenski duhovnik tam, jaz sem samo gledal. Zato bo fajn, če sem se kristi, kaj rekel, vsi poslušali. Starostno govoril. Ker pa nas se ful promuje, da je duhovnik mlad mora biti za mlade. Te sem pa gledal na ulicah, pa tam na prizoriščih, 70 let stare italijanske pa francoske župnike, ki so z mladimi hodijo okrog pa naredi. Z njimi, ne? Ja, tako rekoč. Še celo obratno se mi zdi, da je poznam zgodnost mladih duhovnikov, ki se čistične, da pa reče, jaz želim na travi z bolj se sprejel. Točno tudi to. Tudi to je en taki pojav, ne, da se pa to pa povezano malo s tistim trendom evangelikalskim, ko reče en, ne. Tradicionalizem se pojavlja pri enih mlajših duhovnikih, ki bi največ za latinsko mašo podarili distanco, gospodsko službo in podobno. Tisti pa nočejo se z mladimi družiti. Nočejo sedeti na tleh, nočejo šlicati v nekem plesu z njimi. Ne. To so take, tudi tak trend je. Gospodi, rečemo, da je nočera, ali ne more. Vse tudi bolezen, tudi štenje. Ne, so mladi tudi taki. Ja, vse ni to, pač Človek tudi je gospod, ne nič je za gospoda študiral, kaj je mu poslan. Ja. Samo gledajte, to je povezano z našimi pojmovanji Boga, ki so lahko poganske. Bog vsemogočen, Bog s strenami v naročju, Bog to, ne? In tako mora biti njegov duhovnik. Mogočen, ukazovalen in podobno. Papež Frančišek s tem letom usmilja, ravno tu se v slovenskem gospodu premalo podarja, da papež Frančišek s letom usmilja hoče dosegti eno spremembo v razmišljanju o Bogu. Da usmilja na prvo lastnost Boga. Walter Kasper pravi, stoletja se prvo lastnost Boga štela vsemogočnost, popolnost. Ampak pravi, to prihaja iz grške filozofije. V Svetem pismu prvo lastnost Boga je ljubezen, usmiljenje. To je prvo lastnost Boga, ne? In to leto usmiljenja je tudi k temu namenjeno. In zdaj, če rečemo, da Bog vsemogočen, kakšen je bo njegov duhovnik? Če bo njemu podobno, vsemogočen. Če Bog je usmiljen, kakšen je bo njegov duhovnik? Druga slika. Tako da so tu taki teološki premisleki zelo pomembni. No? Jaz se vedno bolj zavedam, da to, kar nam je kar en profesor rekel na Gregorjani, da teologija ustvarja zgodovino, da to res. Kak razmišljaš o Bogu, ne? Tak potem se tudi družba spreminja, človek spreminja, družbeni procesi, cerkvene življenje in drugačno.